Živjo, sem Matej Cepin in poslušaš 85. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat me je obiskal Peter Pučnik, duhovnik, salezijanec in človek mnogih talentov. Po novi maši, ki jo je pel na prelomu tisočletja, je bil Peter najprej vodja duhovnih vaj v Želimljem, vzgojitelj v tamkajšnjem dijaškem domu, nato vodja rakovniške glasbene šole, sledilo pa je skoraj 10-letno vodenje zavoda Marianum v Veržeju, dokler se ni pred kratkim zopet vrnil v Želimlje. Ob vseh teh vlogah pa je Peter znan tudi kot glasbenik, njegove so mnoge duhovne pesme, ki jih danes pojejo mladi, in pa kot terapevt. Povod, da sem Petra povabil v Goreči grm, pa niso bile njegove delovne zmage v narekovajih. V zadnjih nekaj letih, od leta 2019 naprej, so namreč mnoge bolezni močno načele njegovo zdravje. V tem jesenskem času, ko je noč vedno daljša, dnevi pa za marsikoga vedno bolj turobni in tudi fizično vse bolj naporni, se mi Peter zato zdi pravi prinašalec veselja. Kljub temu, da mnogih svojih talentov zaradi bolezni ne more več uresničevati tako kot pred nekaj leti, ali pa morda prav zato, je ohranil in še okrepil tisto, kar se zdi najpomembnejše. Vas zanima, kaj je to? No, gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Peter, dobrodošel v Gorečem grmu. Živijo. Imaš v življenju kar kakšno preizkušnjo, ki se ti tik pred zdajci postavi, sam ti si en tak, se mi zdi, vesel pričevalec te človeške omejenosti. Lej, se mi zdi, da ko človek nekako uspe sprejeti pač tisto, kar ti življenje prenaša. In, bom rekel, in spone in padce in tudi trenutke, ko ni glih lahko, postane lažje življenje, ker se manj obremenjen. Lepo mi je, da ti govoriš o lažjem življenju. Kako ti uspe ohranjati veselje? A veš, da me to v zadnjem času več ljudi vpraša. In kot prvo dejstvo je to milost. Jaz se zavedam, da nisem jaz heroj, zdaj pač to zadnjo obdobje, ki je bilo precej naporno, precej tej bolezni, precej raznih preizkušenj, in da to ni moja zasluga, da sem se deloval, ampak dač pa je ena notranja moč, ki mi Bog daje preko vsega. In jaz jemljem to kot milost. Kot milost, ki mi jo Bog daje. Pa tako moram reči zelo na konkreten način. Mogoče se bo celo slišalo malo tako pocukrano, ampak jaz mislim, da je temeljna je tukaj ljubezen. V katero smer zdaj? Bom rekel, ljubezen v smislu, takrat, ko imaš občutek, da te ima nekdo rad, ko imaš občutek, da si sprejet, ko imaš občutek, da ti nekdo res želi dobro, takrat toliko lažje greš skozi stvari. Ampak zanimivo, ko sem imel letos srebrno mašo, na koncu mašo se zahvalil svojim gostom, prijateljem, navzočim, sem rekel, hvala za vaše roke, ki ste jih posodili Bogu, da je Bog po vaših rokah lahko meni pomagal. Hvala za vaše oči, za vaše besede, ki so v bistvu, ki jih je Bog porabil za to, da je lahko meni dajal moč, pomoč v preizkušnjah. Hvala tudi za vaše ušesa, ki so v bistvu Božje ušesa, tudi ko sem pojamral, ko je bilo težko ali pa ko sem kakšen stvar prosil. Jemljem res to, kot da je Bog navzoč v teh ljudeh in da se Bog poslužuje naših bližnjih, zato da nam lahko daje moč, spodbudo, pač tisto, kar potrebujemo v tistem trenutku. In skozi bolezni sem to res veliko krat čutil. Prav na tak način. Kako se spremeni oziroma poglobi vera skozi bolezen? Čist kakšna je dinamika tega bila pri tebi, recimo, da več stvari prepuščaš, da si prej mogoče se čutil odgovornega za... Tako si jaz predstavljam malo, prej si čutiš odgovornega, da skrbiš za svoje telo, pa tako, pol pa vidiš, lej Bog, jaz nič ne morem, čisto vse je od tebe odvisen. Da sebe še malo pomanjšaš, pa Boga še malo ukrepiš, ali kako se ta vera krepi skozi bolezen? To je teoretično težko opisati. Ja. Rekel bom pa takole, ko si res nemočen,
ko res nič ne moreš, to, kar si že nakazal. Ja. In telesno, in mogoče tudi miselno, čustveno, takrat veš, da ne moreš sam nič. Zanimivo, mislim, zdaj, ko si mi to vprašanje postavil, se tako dobro spomnim trenutka po drugi možganski kapi, ko sem bil čist nepokriten. Imel sem tako poškodovan center za ravnotežje, da tudi če sem ležal, pa sem samo glavo obrnil, sem ruhal, nisem mogel nič, ampak res nič. In takrat mi je, padla tale misel, ki je bila tudi kot molitev, sem rekel, dragi Bog, če mi vzameš vse, te prosim, pusti mi eno samo stvar. To, da bi zmogel imeti ljudi rad. Ker v takem trenutku dejansko odpade ogromno enega balasta, ki ga v življenju imamo, ko mislimo, kaj vse moram, kako moram nekaj narediti, kako moram, da bom nekako ohranil ali svojo lepo podobo, ali svoj imič, kakorkoli, v tem širokem pomenu besede, mislim, ne? Takrat pa vidiš, da to nima nobene vrednosti, vrednost pa samo to, kolikor si v odnosu z nekom. Kaj ti pomeni imeti rad človeka? Ker ti se mi zdi, to res komunicira že vseh, rekel si Srebrna Maša, po moje se glihe ne 4. stoletja poznava, jaz mislim, da ti tam malo okoli tvoje nove Maše, pa kakšno leto prej, no. Poznam in ves čas v bistvu komuniciraš to imeti rad, no? To je odnos. Zanimiva definicija, ne? Ljubezen kot take ni. Ljubezen kot taka ne obstaja, je samo toliko, koliko je v odnosu. In pač meni, da odnos je ogromno pomeni. Mislim, to mi je vse bistvo, ne? In imeti človeka rad pomeni ga začutiti, se potruditi za njega, ga opaziti, mu dati spodbudo, konec tudi kritiko, če je treba, ne? Pozitivno kritiko. Ampak pomeni živeti v odnosu. Vse kaj pa človek brez odnosa, kdo pa je? Kar nekaj knjig v zadnjem času berem, tako posvetnih, prav o tem, kako povezovati ljudi in tako naprej. In povsod govorijo o tem, ne, skupni imenovalec teh knjig je ne govor o sebi, zanimi se za drugega. Se mi zdi, da je ta stopati v čevlje drugega, ne vem, a ti tudi tako doživljaš, ali je to v bistvu tebi toliko samoumevno, da to sploh ti ni treba misliti? Kaj vem? Lej, čisto odvisno, s kom si, v kakšni družbi si, v kakšnem obdobju življenja si, v kakšni funkciji si, to je toliko enih stvari, ki vpliva na to. Dejstvo pa je, kjerkoli si, je pomembno, da spoštuješ tistega, ki je s teboj. Tudi ko sem bil, ne vem, v vlogi, ne vem, direktorja, ali pa ko sem bil v vlogi ekonoma, ali pa ko sem bil v vlogi enega, mislim, da čista spovednika, recimo, ne, v spovednici, ne. Tam itak, ja, ampak hočem reči, kako je pomembno, da tam, kjer si, da si spoštljiv, no. Pa mi ne rata vedno, da ne boš mislil, da bi se imel za heroje, Bog ne daja, ne. Ampak katera dejanja konkretno tebi pomenijo spoštljivost? Kaj ti pogled, vprašanje, kako si, ali si v glavi, recimo, zastaviš eno vprašanje za tega človeka, ali ga blagosloviš, katera dejanja bi ti opisal, a veš, ker spoštljivost je koncept, ne? To je tako, kot ljubezen, ful dobro si povedal, ljubezni ni, je samo odnos, ki je, bom tako rekel, to je pa moja beseda, prežmohtan z ljubeznijo, ali pa ni, ne? Tako kot elektrike ni brez žice, saj so tudi druge oblike, ampak poenostavlja zadevo, ne? Tako tudi ljubezni ni brez odnosa, ne? Brez česa pa spoštljivosti ni. Kjera dejanja materializirajo spoštljivost? Kaj ti narediš? To je čisto odvisno. Ker z nobenim človekom ni, mislim, ne pokažeš vsem ljudem enako, na enak način spoštovanja. Včasih bo samo s pogledom, včasih bo samo z dotikom, včasih boš mogoče kakšno besedo rekel. V kakšnem primeru tudi v tem, da si tiho. Ja. A ne? Pa mu pokažeš spoštovanje. Posebej v kakšnemu, ko trpi, ne? Tako. Ponavadi nas vleče v to, da bi nekaj govorili, ne? Ampak v resnici je to kontraproduktivno, trpečih ponavadi, ne? Ja, recimo, prav to imam kar eno tako pravilo zase, sploh če je kdo v preizkušnji. Ne šparam z besedami, ne šparam z odnosom, tako bom rekel. Pomeni, ali pokličem, napišem kakšno stvar, ampak nikoli, da bi hotel nekoga, ne vem, tolažiti tako z besedami, ampak želim mu dati vedeti, da sem s teboj. Kolikrat pokličem kakšnega, sem slišal, da si preizkušnji, vem, da je težko, sem to, da veš, da sem s teboj, bom kaj zmolil zate, pa če boš karkoli potreboval, lahko vedno pokličeš, lahko napišeš. In s tem se mi zdi, da odpiram eno tako pot,
da se nekdo čuti spoštovanega tudi v tem odnosu. Točno to, kar si prej rekel, da čutiš na tak način, da te ima bokrat, ne? Ja. Skušaš dati naprej. Ne? Ja, točno tako. Tako se mi zdi, da si isti vzorc ponovil. Ne? Prej, ko si govoril, kako se ti čutiš do Boga, ljubljenega in da te pozna in da te ima rad, isti vzorc skušaš dajati naprej. Ne? Ja, namreč, ko sem imel 20 eno težko preizkušnjo, mi je en kolega, te boš prijatelj, mi je rekel, Peter, kar te ne ubije, te utrdi. Ej, to me je tu zabolel, da bi ga skozi okno zabrisal. A res? Ja, zato ker se mi zdi, da ni začutil moje stiske, a ne? Kaj bi bila takrat dobra reakcija? Sam tišina, pogled? Mogoče pogled, mogoče, ne vem, je rekel, Peter, lej, jaz verjamem vate in tudi vem, da se bo nekako tako izpeljalo, izteklo, kot je dobro zate v tem smislu. Pa že to je že malo tako na meji, no. Ampak takrat, recimo, prav tisti stavek je bil odločilen, da sem se odločil, da nikoli v življenju ne bom nekomu rekel, vse bo že v redu, dokler je v stiski. Potem že, ja, ne. Potem, ko se pogovarjaš, ko neka preizkušnja mimo, pa to, ko tako iš mimo, ne? Tako, lahko rečeš, vse za nekaj dobro, drugač pa ne, Bog ne daj. Ampak to sem se naučil na tej izkušnji. Ja, ni zanimivo pa lepo, koliko Bog naše napake porab za dobre učne lekcije, ne? Točno. Ker pri meni se je tudi tako zgodilo, veš, s poklicno potjo, ne. Jaz sem enkrat bil na eni skavtski taborni šoli in je en vodil to taborno šolo in sem rekel, tole bi pa tudi jaz tako znal narediti. Ja. Je tudi porabil, ne? Ja. Enga. Ja. Ker ni bil tako, ni me nagovarjal, ne, ga je tudi porabil, da sem se jaz opogumil, tole bi pa na tak način tudi jaz znal. Pač sej nisem boljši od unga, ampak pač v tisti dimenziji, ki sem jo jaz opazval, ne, in tako pa Bog tudi napako tega tvojega prijatelja porabil za to, da je tebe naučil še bolj spremljati ljudi v stiski, ne. Kaj je zanimivo, recimo, ko sem eno zelo dobro prijateljico, gospo, poročena je bila, je imela operacijo, 7 operacij v glavi, na možganih, imela tumor pa to, in sem enkrat obiskal sem 100-krat v bolnišnici, tudi ob Haidu sem in nesel velikrat, in enkrat je poleg nje ležala na postelji ena pač cimra v bolnici in je rekla, da ima naslednji dan operacijo tenice in to zelo tvegano operacijo. Pa nisem vedel, nisem poznal, prvi sem videl, prvi sem jo slišal, ne. Pa sem vprašal za ime, pa sem rekel, lej, ne vem, če ti to kaj pomeni, ampak jaz te bom spomnil v molitvi. In je rekla, lej, nisem verna, ampak se priporočam. A ne? S temi, veš kaj, mi je prej tudi odzvanjalo, ko si rekel, sem poklical tega, vprašam to. Meni se tako zdi, da si ti prijatelj mnogim. Tudi to mi je bilo zanimivo, ko si rekel, ena zelo dobra prijateljica, kaj tebi sploh pomeni prijatelj, ne, pa najboljši prijatelj, pa tako naprej. Ti si prijatelj mnogim, ampak si vendarle še zelo proaktiven pri tem klicanju nekoga, za katerega zveš, da je v stiski, pa tako naprej. Tako bi si predstavljal, da če je človek prijatelj mnogim na tej ravni, kot si ti, da že komi shendla tiste odnose, ki sami pridejo do njega, ne? Ljudje sami te najbrž kličejo za spoved, za duhovne pogovore, za kakšne družine, tudi malo kot za kakšno svetovanje za odnose, pa tako naprej. Pol si kljub temu še zelo, zelo proaktiven. Kako ti doživljaš to? Koliko moraš biti ti proaktiven, koliko pa to samo prihaja do tebe? Eno in drugo je, ampak fora v tem, da to ni muka zame. Jaz čutim to kot del mojega življenja, to je moja hrana, bom rekel tako. Hrana, da komuniciram, hrana, da opazim, ne. Zdaj jaz na novo zdaj želim nema, ne. Jaz se načrtno vsak dan naučim nekaj imen dejakov. Zakaj? Da jaz dejaka po imenu pokličem. Pa še tako, vidim, recimo pokličem, ne vem, Sara, saj si ti Sara, ne. Primož, saj si Primož, ne. Tako preverim. Preverjaš, ja. In koliko jim to pomeni, kar zažarijo, ko vidijo, da si se potrudil za njega in se naučil njegovo ime. Pa pazi, to je 260 obrazov, ne? Novih zame. Ja, itak. Ja. No in ja, zdaj si 2 stvari povedal v tem stavku. Prvič si rekel, ja, meni je to hrana, drugič si pa povedal, lej, Matej, moram imeti sistem, da, zdaj te prevajam, ne? Ja. Provociram in prevajam. Ja. Moram imeti sistem, da se vsakič, ne vem, na to pa to obdobje, na teden naučim toliko novih imena, ne? Se pravi, po en stran je ti zelo naravno, po drugi stran rabaš pa tudi nek sistem, nek trening. Ja, za vsako stvar se moraš potruditi, lej.
Ja. Ampak če ti vrednota, če ti to nekaj pomeni, če ti tudi nek feedback pomeni, ko vidiš, da si nekomu s tem dal neko spoštovanje, spet smo pri spoštovanju, da si se naučil njegovo ime, pa si se zapomnil, sem s tem pokazal en odnos, ki ga imam do njega. Ne? Kdaj pa pol stvari rečeš prijatelju? To mi je bilo zelo zanimivo. Prej si rekel, ta boljš prijatelj, pol si rekel ena zelo, zelo dobra prijateljica, ki sem jo v bolnici obiskoval. A ti status prijatelja daš vsem, ali se mora nekaj zgoditi, da daš status prijatelja? Ker to mi tudi prijatelj. Za prijatelj, ta je po moje kar taka, ne? Don Bosco je za prijatelje imel vse mlade, ne? Prijateljev imam ogromno. Ampak tisti res, ko rečem dober prijatelj, ne? To so pa tisti ljudje, ko pa res... Tisti, ki jim je Bog posodil roke pa noge, da zate skrbijo. Ne samo to, ali pa ko je meni dal to možnost, da sem jaz lahko poskrbel za njega, pa ne vem, kot tudi, veš, recimo zaupanje je eno tako področje, ki nekako posebej rojeva to res malo več. Ja, tako, a ne. Ali pa recimo, ko z nekom daš neko preizkušnjo skozi, ko nekoga spremljaš, ne vem, iz neke težke situacije, lahko duhovne, lahko psihične, lahko telesne, in ko si toliko časa z njim, ko dejansko se osebi začutite, no, temu pa pol rečem dober prijatelj. Recimo, en se pravi, kilometrina je... Ja, ampak, lej, kaj pomeni recimo dober prijatelj? Recimo primer dama, ne? Ta isti, ko sem rekel, ko sem ga skozi okno zabrisal, ko mi to rekel, par let predtem, razumeš, on je živel v Ljubljani kot študent, jaz sem bil v Želibnem. Me pokliče na nedeljo popoldne, pravi Peter, si doma? Sem rekel, sem doma. A imaš čas? Sem rekel, imam, a prideš na kavo? Pa pridem v Ljubljano, pa rečeva, a gre v Portorož, pa zašla v Portorož na kavo. Razumeš, to ti prijatelj, ko dejansko ti nekoč škoda časa, ko boš naredil vse, ni važno, daj. Ali pa ista oseba, ta isti prijatelj, ko smo šli s kombijem z Nadino, z dijaki na Hrvaško, na morje, pa mi je poteklo vozniško. Jaz tega nisem opazil, pa ga ob 4 zjutraj kličem, ti, a bi hotel z nami, pa bi pelil. In reče, ja, in gre, ne. A što je tisto, ne. Ko ni en prijatelj, sem prijatelj, pa to je res dober prijatelj. Ne? Ja. Se pravi, kilometrina pa v bistvu to, da gre kdaj čez mejo zdravega razuma. Tako, je točno to, lep izraz. Za tebe, ne. Ja. Ej, kaj vas pa Don Boscovo izročilo pa redovne konstitucije učijo o prijateljstvu vas konkretno? Zanimivo. En tak rek, ki je od Don Bosca, ne. Tudi za sobratje. Potrudi se, da te bodo imeli radi. To že, ampak pazi. Pravi, če greš kam, recimo na izlet, na počitnice, redko eden, nikoli 2, vedno 3 ali več. A za sobrate? Za sobrate in tudi za druge. Recimo, viš ena taka preventiva, a ne? Da ne solirati v bistvu. Ja, vodi v odnosu. Recimo, ja, ampak samo 2 je spet tako. A ne? Se zapreš, ja. Ja, bodi odprt. V tem smislu, a ne? No in to, ko se rekel, ja, ta stavek, studia di farti amare, pomeni, potrudi se, da boš ljubljen. Jaz sem ta stavek dolgo razumel, kot kar malo tako, skoraj malo egocentričen, ne? Da je, potrudi se, da te bo imeli radi, ne? Ampak pozneje sem ga podojel čisto drugi luči, pomeni, bodi dober, bodi tako dober, da ti bodo želeli slediti. In recimo tudi v vzgoji, pač ker sem veliko na tem področju delal in še delam, kaj je zame avtoriteta, zdrava pedagoška avtoriteta? Pomeni, da ti ustvariš tak odnos s tistimi, ki so ti zaupani, da ti sledijo ne iz strahu, ampak ker te ne želijo izgubiti. Razumeš? In to mi je ena taka lepa stvar, kateri veliko razmišljam, ne? Veš, na kaj pa mene zdaj le spomnila, veš tist, ki je usmiljeni Samarijan, ne, in pol on reče, kdo pa je moj bližji, reče on Jezusu, ne, predn Jezus pove, pa Jezus pove priliko o usmiljenem Samarijanu, pa reče, no, koga je imel zdaj ta Samarijan za bližnjega, a ne, se pravi, vprašanje je bilo, kdo je moj bližji, ne, iz mene ven, Jezusov odgovor je pa, čist pozapne v vprašanje, pa reče, no, koga je imel zdaj Samarijan rad, a ne, a veš, ti se potrudi, da te bo imel Samarijan rad, ne. Tako. Aha, se pravi, vam tudi v bistvu redovne konstitucije, to, kar si rekel, ne, bod čim več v odnosih. Tako. Ej, kako pa zdaj vidiš te tehnološke inovacije, predvsem najbrž mobilna telefonija, pa prej že internet, pa predvsem ne toliko telefonija, kot dopaminsko preobilje na teh napravah vplivajo na
to biti v odnosih. Pa ti to po mojem in z tega svojega vidika in tudi z vidika vzgojitla. Ti si bil vzgojitelj tam pred 15 leti, pa zdaj, ne? Ja. Najbrž je velika razlika, ne? Ali... Je. Zdaj, če pogledamo predvsem ta del, ne, ko si rekel, ti mediji, v bistvu iz zadnjih gre za isto hrpenenje. Biti v odnosu. Misliš? Ja. Biti v stiku, biti Kaj ti, opažen. ko scrollaš, da, mislim, Lej, dobro. recimo po enem socialnem omrežju, tam ti nič ne daš od sebe. Sam kakšen like stisneš. No, saj to je to. Ampak to je lažje narediti, ko pa naredi. Se pravi, v bistvu, želja, nezavedna želja je, da bi z nekom bil v odnosu, da bi me nekdo opazil, da bi mi nekdo lajkal, da bi nekdo videl, wow, a ne. Saj se oni ne izpostavljajo toliko, po moje. Ja, zakaj ne? Zato, ker je lažje, Ja. ker nisi tukaj ranljiv. A veš, da jaz pa drugače vidim? Jaz pa vidim kot, dost imam vsega okrog, ne vseh teh frustracij, ki jih odnosi prinašajo, jaz grem mal v svoj svet, kjer ne bom v odnosu. Jaz pa, saj pa fajn, da tako razmišljaš. Jaz pa to jemljem drugače, biti v odnosu na lažji način, brez odgovornosti. Lahko malo tam, ker mi paše, bom malo polajkal, nekaj dan gor, malo gledam, a se bo kdo odzval, kako se bo odzvali, kakšni komentarji bodo, kakšni emoji bodo, a ne. Se pravi, ti ne verjameš v kulturo pozabljanja in odklapljanja od realnega življenja, da je to tako močna potreba? Sej danes. je, saj te ne zanikam tega. Aha. Pa hočem to reči, da živeti v enem takem, se to je ta problem tega, bom rekel, usporednega sveta, digitalnega sveta, a ne? Ampak problem je v tem, da tam na lahek način imaš občutek, da si v nekem omrežju. V nekem odnosu. Iluzija odnosa je. Tako, ja. Ker ti vsi hodijo, pa te vsi ti mahajo, ne? Tako. Pride en ti pomaha, pride naslednji ti In pomaha. samo klikneš, pa ga sklopiš, pa ga skenslaš, ne? Ko si ti v živem odnosu, ga ne moreš. Ja. V tem smislu, ne vem, če sem ti odgovoril. Ne vem, ti lahko tudi gledaš neke animirane filmčke ali pa neki, ne? Ni vedno človek, ki ga poznaš, ne? Ja, to gotovo. A veš? No, ja, ti se moš širše zauzel, ko sem Ja. zavzel ta... Ti si šel prav na socialno omrežje, jaz sem šel pa na vse te dopaminske, ja. mogoče tako, ja. Ne vem, če so še socialna omrežja sploh to, se to bi bilo zanimivo statistiko videti, no. Če so ljudje, recimo Facebooka, tako kot je bil Facebook pred 15 leti, ja. Facebook pred 15 leti, recimo, ali pa 13, ko je bil vrh, je bil komuniciranje s prijatelji. Ja. Zdajšnja socialna omrežja so pa po moje bolj beg pred, mislim, to je pa moj vtis, no, da pa ni več to komunicirano. Imaš prav, malo bolj, bi rekel, malo bolj sanjarjenje. Ja. Recimo, sploh če gledaš TikTok. Ja. TikTok je tako sprogramiran, tako naštudiran, da ko ti en video pogledaš, kar ne moreš, da ne bi še enega, pa še enega in ti kar potegne. Ne? Ja. To pa je odklop, to pa ti dam prav. Ja. To sem mislil. To pa ja. In te šorce itak zdaj vsi imajo, ne? Ima jih Facebook, ima jih YouTube, vsi jih imajo, ne? Te kratke videe, ne? Tako. Recimo, meni je škoda, če se vrnem temu, a ne, ta vzporedni svet. Škoda mi je zato, ker tudi tako lahko gledam, pa ne sem mlad, splošno, ljudje nima več stika tudi z naravo, ne, a ne. Ja. Gledam sprehod s slušalkami, dejansko čisto otujen z mislimi, a ne. Ko sem sem samo še terapija, recimo s eno dekle sem spremljal, ne bom pozabil, ki je pač neka travma predelovala, tudi veliko samo poškodovanja, ni imela stika same s seboj, s svojim telesom. In kaj sem midva delala? Za čez teden sem dal za nalogo, da gre vsak dan po isti poti in opazuje, kaj drugače v naravi. Brez telefona, brez slušalk, da spomladi, ko so travo gosili, da skuša zavohati vonj pokošene trave in podobno, a ne? Razumeš, preko tega sva midva terapevtsko delala, da je ona začela v sebi svoje telo prebujati, zopet ta čutila, voh, pogled, sluh, te stvari, da dobivala nazaj stik s svojim telesom. Mislim, zanimivo, ne? Ker kontra temu je pravno to, slušalke ali pa video in odklopiš in te ni. In tudi svoje čute, odnos do narave, odnos do sočloveka izgubiš. Zakaj se po tvojem med mladimi, pa tudi med nami, ta starimi, ta potreba po odklopu tako močno izraža? Tu mogoče ti sploh ne veš, kaj nimaš, kaj si glih zaradi tega v podcast vabljen, kaj si skozi v odnosih. Ampak kako ti vidiš kot terapeut, pa kot salezijanc, vzgojitelj? Jaz mislim, da je mečkam beg. Ja, sej, ampak zakaj je ta potreba po begu po tvoje? Kaj so najpogostejši vzroki za to potrebo po begu?
A veš, ti z veliko ljudmi govoriš in pri spovedih in pri osebnih spremljanjih. A so problem ranjeni odnosi? Ali so problem prevelika pričakovanja od učiteljev? Zakaj je največ begov po tvoje? Po mojem, vsak svoje bege, ampak kaj statistika pravi v tvoje? Ena stvar je sploh kolesje, v katerem smo, ker je tako, bom rekel, naspidirano, vse moš takoj v trenutku, in si skozi pod stresom. Če gledaš recimo že otroke, nema šola, glasbena šola, veruk, treningi, 2-3 treninge pa to, je skozi nek pressing in dejansko možgane ne more počivati. Avtomatsko iščemo odmik od tega, Če gledaš službe, gledaj starše, mislim, še domov iz službe ne pridejo, ko že mora razmišljati tisto stvari, kaj bo z otroki, kako bo ono, kam bo koga peljal, kaj bo naredil, zato da bo lahko nekako družino zvozil, In koliko jim pomeni potem recimo čez vikend, če imajo prost soboto, koliko mi to pomeni, pa nedelja, da zadihajo, da otroke in zopet, kaj rečejo starši, da se zopet kot družina malo začutimo. In to je tisto, po čemer hrepenimo. Je pa najbrž tole, kar si zdaj rekel, da se kot družina malo začutimo, bil tudi tvoj kar močen moto v Vržeju. Ti si prišel v Vržej kdaj? Tam nekje 2015, tam nekje 2015, ja. Ja, sem dobro sedel. In si pa bil skoraj 10 let. Sicer vmes je bila bolezen kar veliko let, Ampak jaz sem tam funkcioniral. Ja, ti si, ja. Razen, ker sem bil v bolnici, načelno sem bil kar... Sem še tudi preko sebe, pa mogoče celo preveč preko sebe. Pa sem tudi skušal narediti vse, kolikor sem pač zmogel in znal. Ti si v bistvu v marketinškem svetu bi se rekel, da si Vržej rebrandal, da si ga preznamčil. Jaz ne upam, da ga rečem. Vem, da ne upaš, ampak pač jaz sem to tako opazil, kot Vržej je bil prej počitniška destinacija, zdaj je pa Vržej center družin. To je res, ja. Beseda družina je nekaj, kar je prinesla tvoja karizma noter. Nek drug Salezijanc verjetno bi mogoče, ne vem, v mladinski center ga spremenil. Mislimo, v dom mladinskih duhovnih vaj spremenil, ne družinskih. A veš, kaj bi imel drugačno karizmo. Razumem, ja. Kaj si ti lahko v Vržeju videl, da so družine dobivale to, kar si zdaj rekel? Čas za umoritev, čas za začutiti se. Kako je to prispevalo? Kako lahko tista infrastruktura, tist kup kamna in lesa in hrane, ampak je noter veliko več, Absolutno. Kako se tist nadgrajuje v te odnose, kaj je ti je bilo pomemben? Prva stvar, ki je zelo nujna, da taka hiša dobi dušo, Dušo, dom, sem hotel reči. Ja. Status doma, da se nekdo počuti domačega tam. Ko pride že notič nazaj, Tako, ja, pa recimo tudi prvič, ko pride. A veš, ampak spet je to tisto, a je tam oseba, ki te ljudi začuti, ki jih pozdravi, ki jih povabi. Banalna zadeva, je prišel avtobus kmetov, govedorejci so prišli. Nisem prej razmišljal, ampak jaz vidim te dece tam, to je bilo tam januarja, februarja, pred vrati. Ja, kaj bom rekel, fanti, poslušajte, najprej se grem poštemplat. Pa smo šli naprej k šanku. Tukaj smo, po mošku, ampak ti moški so v tej gesti začutili, tukaj je pa eden naši, oziroma ta nas pa, razumeš, pa ni šlo. Razume bolj fizične potrebe kot duhovne in birokratske. Ampak poglej, potem smo pa imeli kosilo, potem smo šli v kapelo, da sem jim malo razložil in sem rekel, zdaj pa a se zato, da še malo zmolimo za blagoslov vašega dela. Vsi so molili, veš kako? Ampak je bila najprej ta človeška dimenzija, da so se oni čutili sprijete. Povem, čeprav sem že bil kdaj kregan, ampak bom še enkrat povedal, da sem se večkrat pohecal, da imam v Vržeju 2 oltarja. Edni v kapeli, drugi pa tam pri tak mini barček smo imeli. Ja, zakaj? Zato, ker tam sem srečal ogromno ljudi, ki niso verni, ki nima nič s cerkvijo, ampak so tudi kakšne šole, kakšne učitelji prišli tja in so se tam dobro počutili. Jaz sem bil načrtno oblečen v civilo, nisem bil v duhovniški obleki, zato da najprej niso imeli nekega strahu, neke blokade. Ko smo se pogovarjali, zmeraj sem povedal, da sem duhovnik, da sem salezijanec, kaj je moje delo pa to. Ampak potem so pa oni začeli govoriti in spraševati marsikaj tudi o cerkvi, o duhovnosti, v teh stvareh. Tudi to se je zgodilo, da me kakšen prosil za pogovor, celo za spoved od teh,
ki že desetletja niso bili, recimo, pri spovedi. Koliko je bil rekord? Ja, A ne se vem. spomniš kakšne zgodbe? Ena mislim, da je bilo 22-letna. Wow. Ampak hočem to reči, ne, najprej sta se morala kot človeka srečati, ne. In ob tem, ne narobe razumeti, ob tem šanku, ob tem baru, sem se naučil ene zelo pomembne stvari. Da dokler s človekom ne ustvarim enega pristnega odnosa, ki se on čuti spoštovanega, sprijetega, nimam kaj govoriti o Bogu. Ker potem so to samo besede, ki so lahko hitro floskule, ne. Saj se malo narodu sliši šank, zdaj, kot da bi navajal k pijači. Ne gre za pijačo, gre za kavo, gre za srečanje, tako, ne. Tako, ja. Ja. Sej tudi rečemo, gremo na kavo, pa ne mislimo nujno Da je samo kava. kofeina, ne? Ja. V bistvu si dal dokaj pričakovan odgovor, se pravi, ključno je, kakšna je tista oseba, ki je na nek način, ampak to je lahko tudi več oseb, ne? Ja, ki ustvarjajo dom. Ja. In družine, ko pridejo tja. Še med vrsticami povedano, med oklepaji povedano, recimo banalna zadeva. Ni banalna, ampak banalni dogodek. Maša. Koliko staršem pomeni, če ti kot duhovnik imaš mašo, 2-3 stvari med mašo, mečken zaposliš ali pa vprašaš otroke pa to, da se otroci čutijo aktivne, ker pol ni dolg čas. Ker ti kot starš pa verjetno veš, kakšna muka je, iti k maši, pa da je ti otrokom dolg čas, pa da vse drugo bi počeli, sam tam ne bi bili primerov, ne? In koliko to pomeni tem staršem tudi in otrokom, ne? In tudi to, da so radi prišli k maši, da so radi prišli, mene to noro, no? In da so recimo tukaj, ker me pa nas tudi diže v počitnice, da so kakšni starši rekli, naši otroci rečejo, najprej uvržej, potem pa na morje, ne? Ja, njim to zelo, kolikor opažam, pomenijo ta igra, to dvorišče, ki ga doma nimajo več, ne? To je to. Da tukaj imajo prijatelje, ki jih doma mnogi ulice niso več žive, no? Točno to. Zanimivo, verjetno poznaš doktorja Jureta Črnalničar Leskovec. Ja, on je pred kratkim imel en intervju in je rekel, ko so se ravno pogovarjali o teh elektronskih napravah pa to, ne, in pravi, kako pomembno je za otroke, da se igrajo. Ker ob igri otrok najbolj intenzivno razvija možgane, miselnost, ne, ker razmišlja, kako bo nekaj naredil, kakšno igro se bo spomnil, kako bo skomuniciral, kako bo tekmoval, kje bo dobil energijo, razumeš? In je to zelo zdrav za otrokov razvoj. Kompleksne probleme rešuje, ne? Tako. In tega smo imeli v Vržeju veliko. Ja, točno to. Meni se zdi Vržaj, saj tudi Don Boskov element je ulica, ne? Ja, seveda. Tako da, hvala Bogu, da ga daste, ko ulice po marsikaterem slovenskem kraju niso več ulice, ne? Niso več žive, ne? Tudi zdaj, ko sem v Želimnem, ne? Ja. Jaz se ne predstavljam dijaškega doma brez telovadnice pa igrišča. To pa tudi moja hči povejo, da je šport zelo velik del. Ampak mladina nuca, veš, in s tem komunicirajo, s tem se tisto negativno energijo dajo ven, telo se sprosti, tekmujejo, vzdušje se ustvarja, ne? In zelo fajn. Prejšnji teden so imeli namreč turnirje in to je bilo tako vzdušje, kot da bi bila, ne vem, olimpijada je. Sem na tekočem, Peter. Fajn. Jaz bi pa šel zdaj na jedro te epizode, no, na tvoje goreče grme. Meni je fascinantno to, da je tvoja poklicanost na koncu rezultirala v toliko različnih vlogah, ki se mi zdi skoraj neverjetno, da so vse v enem telesu se manifestirale. Naprimer, ne, moja žena te je spoznala kot promotorja oratorijev po Sloveniji, ne, se pravi kot nekega mladinskega delavca. Ne. Potem jaz sem te spoznal kot duhovnika, vodjo animatorjev v Želimnah. Ne. Duhovnik, druga vloga. Ne. Potem itak v tistih 90-ih pa 2000-ih si bil najbolj široko znan kot glasbenik, ne, v smislu zelo velik pesmi, ki se ljudje sploh ne zavedajo, si ali napisal ali pa predelal, ki so jih mladi napisali, pa si jim ti še višjo stopnjo dostojanstva dal. Ja, pa pevški vikendi, ki smo snemali vse te pesmi, ko zdaj pojejo, to so v bistvu zaživele takrat. Tako, ne. Potem si bil in si terapevt, potem si bil menedžer. Si, ne? Ja, na nek način, dobro. Zakaj ne bi priznali to? Ne? Upravljal s toliko pa toliko z nepremičnino, z finančnimi tokovi, z zaposlenimi, s hrano, z vsemi temi procesi, da so kakovostno tekali
check-in, check-out, čiščenje, a ne, to je management, ne? Ne bi mogli gledalci videti to ponižno priznanje, ok, da res. Mislim, poslušalci. Potem pa še vzgojitelj, tudi v jaškem domu. Ne? In meni se zdi neverjetno, kako različni, se pravi, terapeut, glasbenik, duhovnik, animator, menedžer, kako različne vloge in poklici so se v eni osebi združile in kaj je v bistvu skupni imenovalec vsem tem, mi je zanimivo. Zato, ker meni se dozdeva, pa to je hipoteza, da Bog to v vsakem človeku te vloge prebuja, če se mu daš nekako na razpolago. Ne? To me zanima, ta dinamika, kako se lahko da človek na razpolago za toliko različne talente plemenitati, pa vloge prebujati. No? Mislim, zdaj, ko si ti tele stvari v besedu, jaz pa nisem nikoli razmišljal o tem, ne? Mislim, o tem razmišljal, kaj sem pa naredil, nič nisem posebnega naredil, ampak tisti trenutek sem pa probal tisto vlogo, ki mi je bila zaupana, živeti na polno. Okay. V tem bomo rekel en izraz zanimiv, ne, ki je težko razumljiv, v tem mi ogromno pomaga pokorščina. Pomeni, jaz kot salezjanec, to je pa odbita stvar, kar si zdaj rekel. Jaz sem kot salezjanec sem dal obljubo pokorščine, da me lahko predstojnik pošlje tja, ker misli, ker vidi, ali pa ker je zmolil, da je to spoznal, da lahko nekaj dobrega naredim. Prva taka zadeva je bila že takrat, ko sem eno leto po novi maši moral prevzeti duhovno vajo v Želimnem. Jaz se nisem se niti malo čutil sposobnega za to, ampak sem rekel, prav tako sem si rekel, le Bog, evo tukaj sem, jaz bom naredil po svojih močeh, mlade imam rad, to je, potrudil se bom, pa računam na tvojo pomoč. In je bilo žegna še pa še. Zakaj se pa nisi počutil sposobnega? Mislim, nisi pa še bil nikoli tam, ne? Nisem še tega delal, pa mogoče tudi to, da jaz mogoče nisem tako deloval, ampak jaz nisem bil nikoli kaj preveč tako samozavestno, veš. Jaz sem tako zmeraj bolj tako z rezervo, z nekim strahom šel v stvari. Ena najmočnejših takih stvari pa je bila, ko sem jaz torej po 15 letih, pa še več že preko študent, pa to, ko sem delal, po 15 letih ali pa po 20 letih pedagoškega dela, sem bil poslan v Vržej za direktorja zavoda. To je bil največji tak skok brcev neznano. V smislu, ja. Skok v neznano, ja. To se pa res nisem počutil. Niti malo, da bi, kako me zdaj menežiral dejansko tako ustanovo, pa dejansko ustanova je čisto odvisna samo od prihodkov. Ni nobenega zunanjega, ki bi ti financiral karkoli. Ja. In se prav spomnim, ko mi je... V bistvu prodajati moraš začeti, ne? Točno to. Prodajalec moraš biti. In preživeti 10 ljudi, ki so zaposleni, ne? Ja, še to. Pa vzdrževati pa to. Skratka. Tok flowa ustvariti, finančnega toka, ne? Točno. In prav spomnim se, ko mi je inšpektor, takrat bi Potočnik, inšpektor, ko mi je to rekel, jaz me nekaj tla zmagal, pa ne, mislim, ne morem, mislim, tako sem rekel, In takrat mi pade misel, Peter, jaz sem bil takrat ravno vodja glasbene šole na Rakovniku še, ne? Vmes, po Želimnem sem bil na Rakovniku, 5 let vmes sem študiral. Ja, jaz sem glasbeno šolo nekako tudi vodil. In takrat sem si rekel, Peter, če boš ti delal to, kjer ti je poznano, pa trenutno zadevo obvladaš, pa če ne bo blagoslova, pa kdo si ti? Ta stavek. Lahko še tako dobro znam, pa če ne bo blagoslova, pa kdo sem jaz? In takrat sem si rekel, res točno ta stavek, prav v moči pokorščine grem in Bog vem, da boš ti blagosloval moje delo, zato ker ne grem tja, ker bi sam želel, ampak ker bom ubogal predstojnika, in bom šel. In ko sem šel tja, ti povem, sem Krišvico. Začetka prve mesece. Recimo en tak večer ne bom pozabil, ker sem imel tudi vse finance čest, tudi od župnije, se pravi kot ekonom sem imel vse čest. En večer štejem puščo, 20 centov, 40 centov, 60 centov, 80 evrov. Pa se rečem, a sem jaz za to duhovnik, salezjan, za tale drobiš tu štejem, pa pologe na banko delam pa te. Ampak treba bilo narediti, ne? In takrat mi pade zopet na misel, Peter, če si tukaj, ne po svoji volji, ampak ker si rekel da, na klic, Bog ne pričakuje drugega od tebe kot to, da to delaš vestno in z veseljem. Tudi cente šteješ. To. In nikoli, zmeraj smo sfurali. To bo zdaj provokacija, se pravi, da moraš fejkati veselje.
Ne, fegat. Vem, da je provokacija, ne. ampak... Ja, je provokacija, če bi tako gledal zgolj. Ampak dejansko reči, lej Bog, če se me nisem po svoji volji sem šel in lej, jaz bom dal na razpolago vse, kar zmore, drug pa prepuščam tebi. Podobno, to jemljem, da je to ta trenutek zame pot svetosti. To se zdaj šel res kar tako na hard, ne? Le kaj sem zgodil prejšnji teden, 14 dni tega, sem bil Žalimečani v Vržeju, pa sta prišla 2 gosta. Za 1 uro neko pričevanje sta imela in sem imel srečo na hodniku, pa mi rečete, joj, se ne vem, če ima smisel, da sta prišla, le 2 uri so se vsem vozila, 1 uro bova tule zdaj imela pričevanje, pa 2 uri, za 5 ur bova dan zgubila za to. Gospa je bila kar tako, kar mal tako, skoraj žalostno, da je to, ne? In jaz rečem, gospa, poslušajte, a ste prišli sem z dobrim namenom? Ja, itak. A ste se sami silili, da ste prišli? Prav ne, prošena sva bila. Se gledajte, to Bog ne želi ta trenutek drugega od vas, kot da naredite to dobro in z veseljem. In to je ta trenutek, upam se, to je ta trenutek potovajne svetosti. In ko te luči začneš gledati stvari, pa ni problema. Le to, da sem zdaj tukaj, jaz sem na ta trenutek, Bog ne želi drugega od mene, kot to, da sem tukaj pristen, takšen kot sem. Ker se nisem sam ponujal, sem me ti povabil, prišel sem, in to dajem naprej, ne? Daš to in je to, ja. Ej, viš, kam je zanimiv? Ponavadi, ko govorimo o teh različnih vlogah, pa o osebnostni rasti, pričakujemo od sebe, pa se vpiše na ta tečaj, pa pejče tja, glih, spet se bom vrnil na besedo proaktivnost, ne? Pričakujemo eno proaktivnost. Ti si pa v bistvu glih obratno postavil, ti si pa pokorščino postavil kot... Sej znotraj tiste pokorščine si bil ti zelo proaktiven, ne? Ampak nisi sam nekako načrtoval, kam bo šla tvoja karijera. Ne, karijera v narekovajih. Res je pa treba tudi vedeti, da bom jaz eno varovalko. Jaz sem vzadi salesijansko družbo in salesijanska skupnost. Pomeni, jaz bom dal svoj, ampak na koncev, če bom jaz obnemogel, ko ne bom mogel, vem, da bo zame nekdo poskrbel. To je pa tudi močna garancija, ki pa ti tudi daje, daje pogum, da si upaš več, riskirati v tem smislu, pa iti v pokorščino na polno, Lej, tukaj bom, pa to ne pomeni, da sem neodgovoren, da bo že nekdo odgovarjal. Ne, jaz odgovarjam. In znotraj te pokorščine, moram vse narediti, se bom tudi izobraževal, bom tudi poklical koga prosil za pomoč, bom šel na kakšen seminar, zato, da bom lahko tisto delo, ki sem ga sprejel znotraj. Da boš boljši menedžer, naprimer, ne? Ja, recimo, ja. Kako to varovalko doživljaš za razliko od, naprimer, mene starša? To, da bo zate nekdo poskrbel. Kaj ti omogoča v dejanskem življenju? Kje lahko zaradi tega več tvegaš, kot recimo jaz? Lej, recimo, eno tako področje so finance. Okay. Ekonomska varnost, varnost. Ja, na nek način ja. Recimo, jaz sem za novo mašo dobil nov avto od sorodnikov, pa sosedov, nov avto, ključe. In seveda, jaz pridem domov, želim in dam ključe tja, ker so ključi od drugih avtomobilov, ki so od vseh sobratov, In potem so moji sorodniki rekli, ta avto bo pa tvoj. Ja, je moj na nek način, ampak tudi sobrate bodo imeli pravico ga uporabiti. Pa že kako smo ga tebi kupili, ne? Kaj pa 10 let, ko sem jaz avto potreboval, pa še ga nisem imel, mi je skupno zmeraj omogočila, če sem avto potreboval, da sem ga lahko vzel, pa sem ga uporabil. In tudi, ko bo ta avto enkrat zaključil svojo življenjsko dobo, jaz, če bom potreboval avto, bo skupnost, glede na moje poslanstvo, poskrbela, da bom jaz imel avto, ki sem moral peljati. A štekaš? Samo tega ljudje veliko ne razume. In to je zabuba boštva, v bistvu, ki ne pomeni, da nimaš nič, ampak da tisto, kar imaš, daš na razpolago. In potem tudi dobiš tisto, kar potrebuješ. Kako so zdaj Loki iz pokorščine na boštvo naredila? Zanimivo. Jaz se povezano, ne? Ja, očitno je res. Ja. Rekel si, da imaš pa odzadaj ta klic v salesijansko družbo in zdaj me pa tudi to zanima, kako se je, ker to je pa obvezno jedro tega podcasta, kako se je ta klic oblikoval, kako se je ta kazal, pri katerih letih je bilo kaj, kakšne misli, kakšne čustva, kako si razločeval. Jaz sem že kot otrok, že v osnovni šoli sem bil ministrant in ne vem, zakaj mi je bilo všeč biti pri oltarju. Še vedno se spominjam dogodka, bil je 3., 4. razred osnovne šole, pa sem bil nekaj bolan, pa nisem šel v šolo, pa je mami sedla k meni na posteljo, pa se nekaj pogovarjava, pa reče, Peter, kaj boš ti, ko boš velik?
pa sem rekel, jaz bi bil duhovnik, samo meni šola ne gre kaj preveč dobro, ne vem, če bom lahko, ne. In da mama je rekla, veš kaj, ravno zadnjič sem v ognjišču brala, pa eden pisal, če te Bog pokliče, ti bo tudi sposobno zadnjič to lahko naredil. In točno to se je zgodilo. Se pravi, si imel starši, ki so me naklonjeni bili temu. Tako, ja, zelo. Nikoli me niso silili, nikoli branili, podpirali so me zmeraj. Niso videli, da zgubljajo vnuke pa to. Ne. Ker mnogi to, eni tudi, ne? Ja, tudi to, ja. To je bila ena taka zadeva. Potem druga taka zadeva je bila ta, da sem v 7. razredu šel na duhovno vajo Želimne. Meni se je to odprlo eno v svet. In kaj mi je bilo največ, no? Videl sem te fante, tu je bilo takrat malo semenišče. In to so bili ti fantje, ki so tam, mislim, kaj me najbolj nagorilo na te fantje? To so bili kaj, 2-3 leta starejši od tebe, ne? Ja, od srednjošolci, a ne? In kaj me najbolj nagorilo pri teh fantih? Bili so veseli, imeli so plehmusko, imeli so bend, imeli so kmetijo, traktor so vozili, jaz nite sem letel doma, ne? Razumeš? In jaz bi tudi Jaz tudi to vse. Ja, jaz bi tudi to. Muska je itak v tebi, ne? Tako, Za ja. kmetijstvo pa nisem vedel, da je v tebi položeno. Ja, kako sem doma, traktor prevozil, pa to, pa doma. A pol v Želimne? Ne, doma prej. Aha. Pa še potem v Želimnem. Je bilo pa tako, vse, kar je bilo stroj, sem jaz. Ja. A ni zanimivo, da včasih tak stvar, kot je pleh muska, oblikuje to, da boš duhovnik? Veš kaj, to gledaš drugače, ne? Ja. Ne biti, recimo, ko sem potem že prišel v Želimno proletnik, jaz še nisem točno videl, kaj je fora salezancev. Videl sem, da je pač to ena od oblik, da si duhovnik, da postaneš duhovnik, ne? A pa tisto okolje je mene potegnilo in ob tistem sem potem srkal tudi druge stvari vse, ne? In potem tudi ta doboskova duhovnost, ne? Ki me je pa itak čez prevzela potem, ne? Pa recimo to, da sem jaz šel na to pot duhovništva, pa da sem lahko tudi ohranil musko, da sem lahko ohranil šport, da sem lahko ohranil eno tako normalno življenje, ne? To mi je ogromno pomenilo, potem pa sploh recimo, ko so se začeli oratoriji, jaz sem vsako leto, ne, tudi po 3 oratorije vodil, tista leta, ne, in pisal pesmi za oratorije, pa to, ne. Skratka, je bilo to, v katerem, recimo tudi pozneje, ko sem bil tam 3., 4. letnik teološke fakultete, sem imel eno krizo tako, ko sem res razmišljal, a me bo potegnilo družinsko življenje, ki me je tudi tako, bom rekel, tudi kakšne simpatije so bile, ne, ampak normalno tako, ne, jaz sem hvaležen za to, ali bo moja pot po duhovništva, ne. In ko sem tisto, vem, eno poletje je bilo, ko sem odkril koliko enega veselja, sem jaz občutil ob teh oratorijih, ko sem s tem mladi videl pa te animacije. To je bil razvoj, ne, oratorije. Ja. Kaj, to so bila druga polovica 90-ih najbolj, ne? Tako, ja. In v tem se noter užival in čutil, da tukaj pa lahko nekaj naredim, lahko nekaj dam, ne. Okus veselja na teh oratorijih bil toliko večji od okusa veselja v nekem 1-na-1 odnosu. Tako. A je bil ta klic za salezijanca, pa klic za duhovnika, ker rekel si v 3. razredu je bil v ene oblike duhovnik, pa to, ker salezijancev še poznal nisi? A je bil najprej klic za duhovnika, pa za salezijanca? Ja. Ali je bil... Najprej za duhovnika, pa za salezijanca, ja. To že ta 3. razred pa to? Pa potem celo osnovno šolo. A ja? Tako sem čutil. V zadnjem sem tako... A ja, ves čas, to ni bil sam en osamelec, ki se ga spomniš? Ne. Potem pa, ko ste hodili na duhovno vajo, že v Želimne 7. 8. razred, pa itak ne. Sploh recimo ena duhovno vajo, sem prišel domov čisto odpiljen. Ne vem, srečen, veš? Ne, in to je to, lej. Poznam te občutke. Pa so bile krize potem, tudi pozneje še, ne? Ja, ampak lej, tisto temeljno pa je bilo. In tudi danes jaz ne bi zamenjal poklica za nobeno ceno, ne? No, ampak pol se pa, v bistvu si tudi sam rekel, ne? Se navežem na to veselje, občutke pri oratoriju, pa tako naprej, ne? In se mi zdi, da je skušnjava lahko navezave na delo, navezave na to, da si na oratorijih, da si na glasbenik, si rekel, da lahko ohraniš šport, ne. Potem so pa, če jaz to tako vidim skoraj kot neko drugo ali pa 3. stopnjo tvojega gorečega grma, ampak ti povej, kako to doživljaš, no. 1. stopnja se mi zdi, pol si rekel, bila neka preizkušnja 20, pa pol še študij za terapijo, tam se mi tudi zdi neka taka stopnica za te bila, ne. Pol pa še bolezni. 20 za podrobnosti ne bom opisoval, ampak je bila zelo težka preizkušnja, ker sem dobil sredi tistega polnega življenja, ko res živiš na polno, te lahko samo ena obsodba, te lahko sesuje totalno. In mi je obrnila življenje in sem moral iti Želimelj. V bistvu en stavek, ki ga nekdo
izreče in ga potem še kdo napačno interpretira, ne, in te lahko. In to je bo težje, ta preizkušnja bila težja, kot pa potem vse bolezni. Od miše mrlice, rak na bezgavku. Težje? To je preizkušnja, absolutno. To me bo sesulo. Kako pa to zgleda, ko te sesuje? Kaj se ti zgodi? Ne, lej, Mislim, kako reagira telo, misli, ali je brezup, ali je žalost, ali je... To je vse v enem kosu, po moje. Ampak glej, kaj najhujše, da biser, za katerega živiš, do zadnjega vlakna svoj biti, vse da za to. In ti nekdo z enim stavkom, oziroma z eno trditvijo, uniči vse in moraš pustiti vse pa iti. In nisem videl, ali bom še lahko kdaj imel, da bi petje z otroki, ali bom še kdaj animator imel, ali bom lahko še kdaj vzgojitelj, razumeš? In to je tisto, kot se ti sesuje svet dobesedno, a ne? In to je najtežje. Teže, one bolezni preživiš. Ampak to. Ja, ker to sem jo tudi med vprašanji predlagano, ali je še kaj težjega od... Ampak kaj je tisto težko pri tem? To, da moraš delo pustiti? Ali to, da moraš pustiti odnose? Ali to, da kaj? Ne, da biser, za katerega si živel in tudi... Ker živel, a veš, če čisto lupva ta biser, si ti živel in tudi začela sva tako podcast, pa nisem hotel ga tako začeti, ampak ga je duh tako začel, ne? Da sva ga začela s tem Bog me mrd, ne? Ja. A veš, kaj mislim, Bog te imel rad tudi pol, ne? Ja, tudi vmes. A veš, ti si pol ta biser narobe interpretiral, ali... Ker meni je logičen čistko, ti bom rekel, da se desca povezujeva s tem, kaj delava, kako, a ne. Tudi sam si govoril traktor voziti. Vidiš rad učink. Uspeh. Zakaj je traktor za otroke zanimiv? Ker je glasen, ker je močen, točno, a ne? Vidiš učink. To desci rabimo, videti učink. Ja, sej, ne priznam, ne zanikam tega, a ne? Veš, da sem bil vesel, veš, da mi je laufala zadeva, ne? Do vseh področji in potem v trenutku moraš presekati vse in ne veš, in si v neznanki in ne veš, kaj te čaka. To je najhujše, ker ne veš, kaj te čaka, ne? Ampak pazi, 8 let zatem, taki več, 10 let zatem je eden profesor iz Želimel pove, da so se v Želimel zelo spraševali med seboj, kako to, da se je meni to zgodilo. In je eden rekel, od teh profesorjev, en napis na neki oglasni deski, pravi, piše, in vsakeč, ko ga vidim, se spomnim nate, Peter. In kaj piše gor? Včasih Bog pokvari moje načrte, da moji načrti ne bi mene pokvarili. Pa naprej nisem kapiral. Ampak, ko sem že prej rekel, jaz nisem nikoli čutil, ne vem kaj, a ne? Ampak on je rekel, Peter, ti si takrat tukaj blestev v mnogih funkcijah, da smo se že nekateri bali, da ti bo v glavo stopilo, ali da se bo, a ne? Ampak jaz tega nisem vedel. Tudi čutil nisem niti najmanj, a ne? Ampak potem ta stavek, a ne? Mogoče Bog včasih pokvari moje načrte, da moji načrti ne bi mene pokvarili, bi pa znal biti tukaj noter, veš? Se pravi, to je zdaj nekako tvoja ta uradna razlaga, zakaj ti je Bog to namenil? Jaz se ne upam reči, da mi je Bog namenil tako, ampak povabil me je v to igro, no? Jaz tudi mislim, nikoli ne grejo stopničke samo gor, no? Ja, to gotovo. No, zdaj, če se navežem še na tvoje vprašanje prej, ne? Potem sem vedel, to je dobro, no? Ko sem vedel, da jaz zaenkrat imam zvezane roke, ne moram nič, dokler jaz sem potem šel preko tožilstva, preko sodišča, ne, ker sem se hotel zadev razčistiti, zato ker imam stvari tako jasne, čiste, da mi ne more biti, da ne bi, ne. Ampak dokler nimam rešenih zadev, jaz ne morem nekje delati to, kar bi želel, ne. In koliko let je to trajalo? 1 leto, 3 dni manj kot 1 leto. A ja, ne toliko, ne več. Ne. 10. marca 2010 sem dobil obtožbo, potem 7. marca naslednje leto sem pa dobil iz sodišča, da je zadeva zaključena. Ampak leto, ko sem se umaknil, sem šel v Vržej za 3 mesece in sem hodil med Banovci pa med Vržejem. In sem kričal, tulil v sebi od bolečine, ne. In sem bil na točki, ko sem si rekel, Peter, zdaj pa se odloči, ali boš crknil, ali boš živel. Nisem se tega odločil, da bom živel. Sem šel domov, sem šel na računalnik, prvo stvar sem pogledal, to je bilo začetek aprila, sreda aprila. Prvo stvar, ki sem pogledal, kdaj je Ljubljanski maraton. In sem se začel naslednji dan pripravljati, da bom šel na Ljubljanski maraton polovičnega, 21 km. In sem tudi šel, oktobra. Sem rekel, jaz moram poskrbeti, da bom fizično sposoben tega. Druga zadeva,
rekel sem, Pa da... sva bila na istem, veš. Možno, ja. Druga zadeva, tik pred tem sem začel igrati harmoniko, fratovnasa. In sem to takrat izkoristil, da bi šel na polno. Tretja zadeva za sem rekel, lej, dokler jaz ne morem funkcionirati tako, kot bi želel, bom nekaj zase naredil. In sem pisal študij zakonske družinske terapije, ki mi potem, bom rekel, največ pomagala. Pri Vržeju tudi. Ne? Točno to. Pa še tisto zimo sem že bordat, pa ni da ni. Ampak sem res šel v boj in sem rekel, lej, jaz če hočem preživeti, jaz se moram ukrepiti in fizično, in duhovno, in umsko. Tako sem te nekako slišal kot 3 take velike stopničke, ki so bile vse povezane z bolečino in z občutkom nesposobnosti in nedovoljšnosti in računanjem na Božjo, da bo Bog v njih svojih 99% odolil zraven. Se pravi, in ta težka obtožba, potem, ko si šel za menedžerja in pa bolezni. Kako vidiš zdaj, če vse te 3 stopničke pogledaš, te gradijo, ali ti kaj tudi vzamejo ob enem, ker konc koncev na konc, ko je naše telo v drugi, duša pa kjerkoli že, mislim, konvergiramo, tako jaz doživljam, ko telo kakšna stvar ne more več narediti, pa tako, in tudi ti v želimlah pač takrat si mogel malo odmreti, je to malo tudi odmiranje? Je odmiranje, tudi zdaj ob tej bolezni, zdaj ne morem športati, jaz sem zdaj invalidsko upokojen, zaradi tega, ker pač so prepoznali, da pač moje telo ni sposobno delati maksimalno 2 uri na dan. Ampak glej, od utrujenosti. In danes si pa cel dan dal za podcast v delo. Prosim? To je podcast v delo. Fokus me ščerpa. Pa si danes cel dan daroval za Goreči Grm. Če je 2 uri na dan. Veš, kako je to, hočem to reči, lej, zdaj, v tem obdobju, čutim, da je pač mogoče Bog malo bolj zategnil mojo ročno, v smislu tega dela, fizične aktivnosti pa to. Mi je pa odprl vrata, recimo sem pa veliko več časa imam, da sem lahko na razpolago za mlade, za pogovore, za spovedi, za kakšno predavanje, za kakšno mašo, pa te stvari. To pa lahko naredim, ker konec je to, bom rekel, srčika mojega duhovništva, in zato nisem nič prikrajšan. Recimo tudi to, da sem zdaj prišel nazaj v želimle, ko sem si to želel. Da je kot ena lok zgodbe, ne? Bi rekel tako, skoraj. Tudi, če sem 15 let moral garati pa švicati, pa se da skozi, pa da sem zdaj, recimo, zopet lahko s to mladino, potem, splačalo se je, Kako pa primerjaš Vržej pa Želimle v smislu, ker si tudi v Vržeju na koncu zelo se našel, ne? A ne? Ja, sem se, ampak... Ali se nisi toliko kot v Želimlah? Tok ne. Ne, tok? Ne, tok ne. Ampak sem se našel, predvsem družinami, Ampak je druga stvar. V Vržeju nisem več mogel, mene je tudi telo, in stres in tam, ne morem pa tam bi tam bil, pa sem gledal v zrak. To razumem, samo, a veš, ko so ljudje, mislim, ko sem jaz velikrat šel na čist XYZ zadeve, voditi neke seminarje v Vržej. Ljudje niso rekli, ne vem kaj, Štrk, ali pa Banovci, ali pa Don Bosko. Ljudje so rekli, Pučnik. A veš? To ni moja zasluga. Vem, da ni tvoja zasluga, ampak hočem ti reči, da si v tistem poslanstvu najdel obliko. To pa je. To. In da si se razlezel po tistem poslanstvu. Ne znam ti drugače povedati. Zelo konkretno. 9. avgusta 2015 sem prišel v Vržej in sem dobil ključe v rokah. Ja. In tam gore je en moder ključ, ki je ta salezanski del odpiral. In takrat sem si rekel, dobesedno tole. Ja. Peter, od danes naprej je to tvoja hiša, tvoj dom in daj srce tukaj noter. Ne razmišljaj, kako bi bilo, če bi bil na Rakovniku, če bi bil v Želimlah, če bi bil v Cerknici. Da si tukaj, daj svoje srce. To pa res. To ti je bila najbrž najmanj priljubljena destinacija na začetku. Na začetku ja, ampak sem se odločil, bom dal srce noter in Bog levo delaj. In niso zdaj, ko sem Želimle prišel, nazaj, zdaj sem tukaj, Bog, želim biti tvoje urode, čisto preprosto. In to srečuje, veš, kako to pomirja. Recimo, sem soboto šel v Repnje, so imeli gore ena skupina, so prosili za spodvanje, mašo, adoracijo, maziljenje pa to. In pridem gor in ta voditeljica, veš, tako, se kar mal, kaj nucaš, neko let, jaz sem tukaj, ponucate me, zakaj nucate, a veš. Taka notranja svoboda, ki jo zdaj živim, res. Je lepo.
Mogoče, ne, tako vidim tvojo dinamiko, ne, nekako se menja na nekaj let in ko ti zakapiraš sistem, pol se začne neko cvetenje, ne? To je res, je to. A ni tako? Vse to smo vsi taki, ja nismo. Želim le cuf. Ne, drugi, mislim, napademo kar nekam drugam. Nimamo obtožbe in pol, a veš, kaj pa je bilo tega leta 2010 do 2015, ko si bil na Rakovniku, če prav razumem, 5 let? Ja. Vodja glasbene šole si omenil. Pa študiral sem. Kako je pa tam to cvetenje se dogajalo? Prvo leto sem tako trpel kot Kristus, zaradi tega, ko še niso bile rešene stvari. Ja. Potem, ko sem pa začel s terapijami. Se pravi, da študij, potem pa tudi terapij. Ne vem, mislim, po 10 do 15 ljudi recimo na teden, ne? Aha. Ali pa parov, ali posameznikov, tako, ja. Tukaj sem se tukaj kar najdel noter, sem zasvetel v tem smislu, ne. Je tudi, ja, sej tisto dediščino, ne, terapevtsko si pol nesel v Vržej, da si tam začel pol delati predavanja za družine, pa tako tudi v Prekmurju, ne, in se je pol začel to, kako so družine začele hoditi v Vržej? To so začele tebe obiskovati, ali kaj? Ali si ti programe razpisal? Ne, tako je bilo. Kakšni posamezniki so rekli, Peter, ti spate tam? Ja, a imate tudi možnost nastanitve? Ja, pa je kakšna zakonska prišla? Pa ena, pa druga, ali pa recimo 2-3 No, sej, zaradi tebe, nisi ti programov razpisal to? Ampak bolj to, da so hoteli s tabo preživljati čas družine. Tako je, lej. Potem, zdaj zadnja leta bom rekel tako, družine so, zakonske skupine so želeli priti na vikend, ampak so prosili, če bi smel program. Tukaj smo se povijeli, a ne? Tako. Ja. Tebi je bilo pa to itak Fajn. super, ne? Ja. Niti bilo več centov, treba šteti si lahko evre. Ja, no, pa delal si ti, za kar si se čutil usposobljenega, ne? Čeprav so še zbude moral skrbeti, do zadnjih 2 let se moraš še zmeraj skrbiti za vse. Ja, menedžer si bil, ne? Ja. Ampak zdaj pa itak Blaž prevzel po tej drugi kapi moji, ne? No, zdaj, kako so pa te bolezni ti, kaj so ti zares oduzele, kaj so oklestile? Pač sej ti govoriš to kot o nekem lepem dogodku, ampak je najbrž tudi veliko žalosti bilo noter. Mislim, sej si rekel, obtožba 2010 je bila hujša od bolezni, ne? Ampak tudi te bolezni so bile kot ena manjša obtožba očitno, ne? Ja, ampak veš kaj je, ob vsaki bolezni sem dobil toliko enih stvari, ki so se pokrile potem, da dejansko sem videl, da je to konkretno, sem imel Mišo Mrlico. Dejva sam za poslušalce, CV bolniški, se pravi, kjerga leta 2021? To je bil 2019. 2019 že, Miša Mrlica. Zelo huda oblika, tako da niso vedeli, bom preživel, ne. Ja. Ko sem bil na infekcijskem oddelku, so poslali krivo laboratorij, so iz laboratorija vprašali, če sem še živ. Ja. Ker je tukaj slaba krvna slika, da ne. Ampak kaj jaz potem bil 3 dni čist, nisem vedel zase, a ne, odplaval sem že. In kaj se zgodi, ko pridem približno k sebi. Si že videl, kakšno svetlobo vmes? V bela restauracija. Bil sem v beli restauraciji, v katero sem hotel iti, pa jim ne glas govoril, da še ne morem, ne. Ampak to res restauracijo, prav vidim jo vse v belem, če mi pokažeš 30 restauracij, pa bedim bi to, jo znam ločiti. Kakšno vlogo ima zdaj v tvojem življenju ta slika bele restauracije, kot so obljubo? Raja? Ali... Nisem se s tem ukvarjal. Sploh ne. Zdaj jo puščaš ob strani. Ja. Zato, ker se druge stvari dale večjo težo. No? Recimo, ko sem kočka sebi prišel, na intenzivnem oddelku, poleg mene nastane panika na sosednji posteli. Se je bila zavesa vmes, ne? Pa je sprašal medicinskega brata, če gospa umira, če se postavlja, pa je rekel, ja, jaz sem duhovnik, lahko dam pogojno odvezo. Pogojna odveza pomeni, v primeru, da bi ta oseba tisti trenutek imela priložnost opraviti spoved, pa če bila presebna, je to kot veljavno, a ne? In dam pogojno odvezo, gospa umre čez 10 minut. Naslednji dan pridejo domači, se zahvaliti, pravi, naša mama je bila zelo verna, zakrment je redno prijemala, ko šla v bolnišnico, noben ni pomislila to, da bi lahko umrla. Pravi, celo življenje bi si očitali, da na smrtni postelji nismo duhovnika poklicali. Pa sem se rekel, pa če sem za to moral biti tam, Bog, evo, ti že veš, ne. Pa pri vsaki je bilo, cel kup takih zgodb, ki ti potem dajo smisel, zakaj si tam. Te zgodbe so me naučile, da te Bog lahko ponuca tudi takrat, ko si človeško gledano zelo šibek, ne? Tako. Taka šola, lepa šola, no. In to ti zdaj, 2019 je bila Miša Mrzlica? Ja, potem 2021 rak na bezgavkah. Tam so se zadeve tako poklopile, da so mi zdravniki dobesedno so se me podajali.
Ampak to zaradi tega, ker sem enemu od zdravnikov, ki je imel predavanje v Vržeju, pa bil je projektor crkno, pa računalnik crkno, pa sem svoj računalnik dal in se mi je zapomnil in potem on se naprej urgiral in se iz hvaležnosti, ker sem mu pomagal, a ne? Pa potem tukaj v Ljubljani, ko sem jaz to, ne bom zdaj poimenil, pa to so se mi samo pokrivale idealni scenarij, a ne? In to je spet odgovor, Bog deluje, ne bo za kar čudeža vrgel z neba, ampak ti pa poslal ljudi, ki ti trenutek potrebuješ. A ne? Potem 22. januarja, prva kap mi je zelo, se pravi, udarila na požaralni refleks, pa nagovor, nisem mogel požirati. Sem hodil vodo spiti, sem si jo zlil v sapnik, sem se skoro zadušil. Potem sem imel sondo skozi nos, da sem me hranil v želodec. Pa to sem hitro predelal, 3 tednih, 4 tedni sem bil doma. Po druga kap je bila pa, se pravi, zopet možganska, na ravnotežje me udarila in sem bil potem 43 dni v bolnici, ob tem pa seveda 4 mesece na hojici, 3 mesece na palcah, 3 mesece v Laškem, 7 tednov v Soči, da so me postavili na noge nazaj. Koliko je to celota? Nisem štel. Ene pol leta? Ali? Ja, dobro pol leta. Ja, res, tudi ko si šibak, te lahko porabi in najbrž je to tudi, verjetno je to tudi ena stvar, kjer se bo še mal razcvetalo, ne? Saj tudi kakšni stari salezijanci so ti najbrž v tem zgled, ne? Seveda. Ker so tudi zelo šibki že, pa tam moja hči v Želimlah prav, da tudi da je en zelo šibak, ampak da vsi radi grejo k njemu spovedi. Sem to rečem, recimo tudi zdaj, ko sem bil na zadnji bolnici, po drugi možganski kapi, a ne? Je zadnji dan prej, ko sem šel domov, spet en možakar umiral, moj cimer, ne? Pa sem ga tudi vprašal, če bi lahko dam odvezo preprosil. So skupaj zmolili kesanje in smo da odvezo. In kaj so mi sestre rekle? Joj, gospod Pušnik, škoda, da niste skozi tukaj. Bi vsek večkrat ponusali, a ne? Osebi je to, a ne? A veš tako, a ne? Vidi dodano vrednost tega, Tako. ne? Čeprav najbrž ne verjamejo, ampak na čem misliš, da oni to vidijo? Na miru, na umiritvi osebe, pacienta? Tam vidijo, da se ljudje umirajo, a ne? In oni vidijo oseba, ki je spravljena s seboj in z Bogom, čisto drugače se umre, a ne? To je pa v bistvu dober za, kako bi rekel, dober za zaključek. Na kaj naj bomo pozorni ob tem misli na zadnji trenutek, na zadnjo uro? Na spravljenost s seboj? Tako. Kaj to pomeni konkretno? Kaj lahko že zdaj naredim, če pride to čez 2 dni ali pa čez 30 let? Jaz bom rekel tako. Kaj lahko naredim za misel, za boljšo zadnjo uro? Ja. Najprej pogoj, da sploh nekaj naredim, je to, da imaš rad življenje, ki ti je bilo podarjeno. Potem, da v to življenje res iskreno povabiš Boga. In ko verjameš v Božjo usmerjenje, lahko tudi sebi odpustiš tisto, kar si včasih ljudi težko odpustimo sami sebi. Ker če mi je Bog odpustil, imam, bom rekel, na nek način dolžnost, da tudi jaz sama sebi odpustim, ker če ne, pomeni, da se jaz postavljam nad Boga. Recimo, se mi čas zgodi pri spovedi, ko če tega mi pa Bog res ne more odpustiti. Ja. Čak mora, si ti več kot Bog. A ti boš določil Bogu, komu bo odpustil, komu ne bo odpustil. Če si ga iskreno prosil, če si priznal, pa če ti je žal, evo, to zrači v spoved, amen, zaključva. Hočem to reči. Je to težko verjeti, ne? Ja, imeti rad svoje življenje. To je res kot dar, ki ti je bil podarjen. Ga objeti, ga kušniti. Sprejeti tudi tiste dele sebe, kjer je najtežje. In tudi v to ranjenost povabiti Boga. Tam se začne odrešenje. Pomeni, dober kristjan ni tisti, ki je brez napak, ampak tisti, ki se, taka itak ni, ampak tisti, ki se zaveda svoje krhkosti in to krhkost vabi Boga in prizna svojo nemoč. To je to. In to pomirja. Še ko si blizu vrhunca moči, da to narediš, je investicija v srečno zadnjo uro, v spravljenost s samim seboj. Tako. In v tem, da tisto obljubljeno deželo, ki jo Mojzes ni videl na tem svetu, ne, najbrž pa jo je na drugem. Sigurno, ja. Hvala, Peter, za tak res večdimenzionalen pogovor. No? Bil si, tako kot v tvojem življenju, a veš, ko si imel toliko različnih vlog, ko sem ti povedal svoj vtis, tako si bil tudi v tem podcastu, si imel zelo veliko različnih vlog. Le mi rekel, hvala Bogu, da si lahko, mogoče bo komu spodbudo, pa še enkrat rečem, nisem tukaj jaz glavni protagonist, ampak je nekdo drug. In to me pomirja, no. Hvala ti. Moj zelo iskren občutek je, da si dobro porabil tele 2 uri fokusa. Ja. Hvala. Prav.
Prosim.